Pozdravljeni! Preden se odpravimo na sled dogodkov minulih dni, vas naj morda spomnim na spletno stran KTV Ormož, kjer pa novičke objavljamo sproti, tako športne kot vse ostale. Sicer pa se danes najprej ustavljamo pri poročilu s 7. seje Ormoškega občinskega sveta, kjer so svetniki med drugim sprejeli odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ormož za leto 2011, prisluhnili letnemu poročilu Zdravstvenega doma Ormož in sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi režijskega obrata. Vzrok, da so svetniki pohiteli z rebalansom proračuna, so sredstva, ki jih občina mora zagotoviti za ustanovitev podjetniškega inkubatorja. Gre za 6333 evrov, ki jih podjetniški inkubator mora zagotoviti pri ustanovitvi. Sicer pa se je v tem času izkazalo še nekaj sprememb, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Občina ni bila uspešna na nekaterih manjših razpisih, kot je bila prijava na razpis za sredstva mednarodnega projekta geotermalne vode in namakalnih sistemov. Vmes pa je prišlo tudi do zamika začetka gradnje namakalnega sistema, ki bo zaključen šele aprila prihodnje leto. Nekaj sredstev je bilo potrebno zagotoviti tudi za družbene dejavnosti, kot je povečanje števila oskrbovancev v domu starejših občanov ter nekaj manj otrok v vrtcu. Tudi za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je bilo potrebno zagotoviti nekaj več sredstev, pa tudi pri stroških za vodovod so bili nujni manjši popravki. Približno 100 tisoč evrov pa bo manj v postavki za gradnjo cest, saj je občina bila neuspešna na razpisu sredstev za južno mejo. Tako se po rebalansu občinski proračun zmanjšuje za 1 133 000 evrov in znaša 23 100 000 evrov. Naslednji rebalans bo predvidoma v septembru. Ormoški občinski svetniki so na svoji minuli seji med drugim sprejeli tudi osnutek odloka o ustanovitvi režijskega obrata, ki bi bil ustanovljen za potrebe različnih del, od izobešanja zastav, manjših popravil ceste do košnje trave in podobno. Za namen delovanja režijskega obrata je občina že kupila manjše tovorno vozilo. Poleg občinskega hišnika pa bodo za delovanje režijskega obrata zaposlili še enega delavca. Za ta namen so iz proračunskih sredstev zagotovili tudi 12 000 evrov. Sicer pa so se svetniki seznanili še z letnim poročilom Zdravstvenega doma Ormož, ki ga je predstavila direktorica Vlasta Zupanič-Domajnko. Med drugim je povedala, da je zdravstveni dom lansko leto imel 3 224 000 evrov prihodkov, kar znaša 2,9% več kot leto poprej. V nadaljevanju potem so med drugim soglašali tudi k ceni storitve pomoč na domu, ki znaša 14,68 evrov na uro, s 30 oziroma 40% povečanjem v nedeljo ali na državni praznik. Občina pa sicer strošek po uporabniku subvencionira s 60%. Osrednja proslava ob dnevu državnosti in hkrati otvoritev ormoškega poletja je potekala v Domu kulture. Slavnostni govornik je bil župan Alojz Sok. Župan Alojz Sok se je v svojem govoru namerno izognil kritikam, saj meni, da jih je v tem trenutku dovolj. Med drugim je povedal: Vsaka država na svetu ima svoj dan nastanka, lahko bi rekli dan, ko se je rodila. Vse, kar pa se rodi, je že ob rojstvu zapisano smrti. Zgodovina nas uči, da je tudi z državami tako. Kdaj in kako se to zgodi, pa je seveda odvisno od vseh, prav vseh, ne samo tisti, ki smo začasno postavljeni, da vodimo v tej državi to ali ono zadevo, bodi si na državni ravni, nižje, podjetniški ali kakšni drugi. Prav vsi. Nihče se ne more izmakniti svoje odgovornosti, ki je seveda različno velika, vendar evidentno. V nadaljevanju se je potem župan Alojz Sok spomnil še vseh občank in občanov, ki so se v minulem letu poslovili zavedno, in ravno minljivost po njegovem mnenju bi nas morala spomniti na dragoceno življenja in pomembnost naših ravnanj. V nadaljevanju proslave je potem še spregovoril vojni veteran Ivan Puklavec, ki je spomnil na vse, ki so se leta 1991 borili za samostojno državo. Potem pa je sledil kulturni program, ki so ga pripravili ormoški gimnazijci. Program sta povezovala Barbara Krajnc in Gregor Geč in v napovedi vpletla dogodivščine iz družinskega življenja Natalije in Boža, ki sta v minulem letu postala tudi starša. Drage Ormožanke, Ormožani! Kak je izidoček sladko za spanje. Super, Natalija! Zdaj skrbi za gnez, torej so končane.
Ne? Ja, Božo. Za tebe so skrbi za danes končane. Mene pa že za zjutraj skrbi, dobro? Pa kaj te skrbi, Natalija, no? Ja, vrteca nisma dobla. Ja, pa kaj tedno riž z vrtec, pa glej, kak je še mali, se ne da zjutraj šel v vrtec, samo ima cajt, no. Jaz nemam cajta, jaz sem mati. Nemam cajta, nemam ves v vrteci, pa nemam pene za varstvo. Dobro, Natalija, glej, jaz imam nekše veze vrteci. A zdaj bude novi vrtec, pomaga že nekak ti notri spravlja, ne? Se ni treba kaj vpisati, ne? Na črno bomo ga dala, se je takša gužba, da tu preštimali, če eden več. Božo, če smo rekla, Izidor, da pošteni, če že mi jo nemremo biti. Nimamo penez, ka bi bili pošteni, razmiš? Dokliče pod mojo streho bude tak, kak jaz rečem. Te pa da imajo svoje peneze, te pa ne gre pošteno v vrtec. Dobro. Drage ormožanke, ormožani, zombi, pa ne se bati, rdeče oči, pa ne krvave, pa hvala. Prosim. Na koncu je sledila še otvoritev ormoškega poletja. Tudi za to sta poskrbela Natalija in Božo. Drage Someščanke! in someščani, mi dva vema, resen, vema, ka vas toti najni problemi ne zanimajo. Samo zdaj je tak, kak je. Kaj tečemo? To je to. Mi dva vema, ker ste se vi prišli k nesem zabavati, ker je otvoritev ormoškega poletja v drugem deli. Samo zdaj je, kak je. Jaz si predstavljam, pa Božo tudi, ker je vsem z mano, ker ste se zabavali, bar ko je pevski zbor popeval, pa orkester igral. Ja, še malo, pa bodo naj Izidor laufal svoj prvi ormoški ulični tek. Ja, skoro že hodim. Veš? Ja, veste, kak z nogicami grca. Pa z rokicami tak miga, kak pravi dirigent. Ti pa te zihar šel v glasbeno šolo. Pošteno. Ja, kak za koga? Samo mene bolj varnost skrbi. Varno že te skrbi. Jaz sem čujem, kaj eni pesi napadajo ljudi, ker pa je to nevarno, ne? Pa Božo, kaj zdaj gričiš? Pa veš, kaj pes ni ga je nič kriv. Pes? Ne. Dobro. Dobro, ormožanke, ormožani, skrajni čas je, da otvorimo ormoško poletje 2011. Odprto je. Šepetajo in mi razočaranje, kakor peli zagreni. Srci Julija objokana, tudi zate zraste vrtnica. Julija
Uradna otvoritev grajske pristave, kjer bosta v bodoče domovala glasbena šola in muzej, bo v začetku septembra. Uporabno dovoljenje je zgradba končno dobila. Glasbena šola je selitvijo pričela že v minulih dneh. Grajska pristava, ki se obnovljena bohoti ob Ormoškem gradu, počasi dobiva svoje stanovalce. Glasbena šola je selitvijo svojega inventarja pričela minuli teden. Žal pa so projektanti pozabili, da bo glasbena šola za svoje delovanje potrebovala tudi klavirje, pa so se v glasbeni šoli znašli po svoje in klavirje v zgradbo doselili skozi okna. V glavnem, v zgradbo je bilo potrebno spraviti 4 klavirje in 14 pianinov, kar seveda ni mačji kašelj. Tako so si pomagali z dvigalom, s katerim jim je na pomoč priskočil domači podjetnik, pa seveda nekaj parov krepkih rok, pa je šlo. Danes so klavirji na svojem mestu, prav tako pa vsi ostali instrumenti. Razporejeni so v 15 svetlih učilnicah. Zaenkrat še ni preseljena godbena soba, ki ima svoje prostore v gradu, ampak tudi to se bo zgodilo v naslednjih dneh, pravijo v ormoški glasbeni šoli, ki bo v grajski pristavi odslej domovala na nekaj več kot 1000 kvadratnih metrih. Imela bo tudi svojo dvorano za koncerte, pa vse ostale prostore, ki jih takšna ustanova pač potrebuje. Drugi del grajske pristave bo namenjen delovanju muzeja, kjer pa vsebino šele načrtujejo. Vsekakor pa bodo nove prostore napolnili s primerno vsebino. V telovadnici osnovne šole Ivankovci je minuli teden potekala krajša slovesnost ob izgrajenem širokopasovnem omrežju elektronskih komunikacij. Obenem so se predstavili tudi vsi 3 operaterji. Ob uradnem začetku izvajanja priklopov na izgrajeno odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so občine soinvestitorjem in izvajalcem del, družbo GVO iz Ljubljane ter s 3 zainteresiranimi operaterji v telovadnici osnovne šole Ivankovci pripravile krajšo slovesnost in predstavitev zainteresiranih operaterjev. Torej danes smo nekako naredili, bi temu rekel, uradno otvoritev izgradnje širokopasovnega omrežja. Gre za projekt, ki je potekal v vseh 3 občinah. Nosilna občina je bila občina Ormož in če povem za našo občino Ormoško, smo z tem projektom do tega trenutka nekako z tem optičnim omrežjem pokrili 31 vasi. Trenutno se še v 8 gradi, ampak to je kot druga faza. V teh 31 pa bo danes naprej možno začeti priklapljati, se pravi tudi gospodinstvo na sam zgrajen sistem. Operaterji so 3, tako kot zdaj že naši krajani in krajanke vejo, se pravi Amis, potem Teleinc in pa Telekom. Lahko seveda izbirajo med temi 3 ponudniki in tako kot sem že nedavno tudi na tiskovni konferenci povedal, še enkrat pač opozarjam vse tiste, ki nas slišijo, da naj se pozanimajo. Kajti malo so različne cene med njimi, naj vprašajo, kakšen je televizijski program, koliko mesečno stane, koliko je cena priklopa in potem se seveda naj odločijo za primernega dobavitelja tega televizijskega in pa internetnega signala. Nekateri pa bodo verjetno tudi priklopili telefon. Se pravi, vse te 3 storitve je možno na to optično omrežje priklopiti. Današnji dan je vsekakor zelo pomemben. Se s tem simbolično zaključujemo en velik projekt, ki smo ga gradili 18 mesecev, kjer smo pripeljali informacijsko avtocesto krajanom, s katerimi smo bili praktično 18 mesecev skupaj. Zaenkrat je širokopasovno omrežje na voljo 2469 gospodinjstvom in 120 poslovnim uporabnikom. Zneskom, ki bi ga občina zbrala s participacijo, pa bi se potem v naslednjih 7 letih širokopasovno omrežje zgradilo še v 8 vaseh. Zdaj mi moramo v roku 2 let priklopiti 2500 gospodinjstev na ta zgrajeni sistem. Samo v občini Ormož je do danes bilo skozi ta, bi rekel, participacijski prispevek 150 €, vplačeni približno 250 te znesko, tako da ocenjujem, da nekje med našimi ormoškimi občani približno 15, morda še kakšen procent več. Do konca leta bi želeli doseči, da bi bil ta procent približno 50,
pa potem še v naslednjem letu nekje 25, tako da jaz mislim, da bi lahko prišli do 75%. To pa zaključujem iz tega, ker sedaj, ko gradimo drugo fazo, v 8 vaseh, tam smo šli nekoliko drugače. Gradili bomo samo do tistih gospodinstev, ki so izkazali interes in tudi podpisali izjavo, da se bodo priklopili in dosegamo nekako različno od vasi do vasi, vendar tam nekje med 75 pa 80% gospodinstev, ki se za to odločilo. Med občani zaenkrat posebnega navala ni, je pa tudi prav, da se ne prenaglijo. Tudi v občini Središče ob Dravi, kjer ima možnost priklopa na širokopasovno omrežje 120 gospodinstev, prijave potekajo. Ja, nekaj jih je že, to naša finančna služba zbira, zdaj koliko jih je točno ne vem, smo pa mi dali torej tudi možnost, da plačajo na 3 obroke, to pomeni, da po 3. obroku potem tudi dejansko se lahko priključijo. Jaz sem prepričan, da vse pri tistih, ki vejo, za kako prireditev gre predvsem pri mlajših, da bo odziv dober in da bodo seveda izkoristili to omrežje, ki je seveda dobro napredno in seveda omogoča torej sodoben prenos tako televizije, interneta, telefonije, kabelske televizije, tako da sem prepričan, da bo odziv. Res je zdaj mogoče malo še tudi taki čas že se začel dopustov, pa tako, ampak sem prepričan, da bodo se tisti, ki so prepoznali v tem pridobitev, sigurno v bližnji prihodnosti priključili. Verjetno je vse potencialne uporabnike širokopasovnega omrežja potrebno opozoriti na to, da je lokalni program ormoške kabelske televizije viden le v Teleingovem omrežju. Res je, ormoški lokalni televizijski program bo viden samo v Teleingovem, pri ponudniku Teleing, to pa iz preprostega razloga, saj sodelovanje z Teleingom že poteka kar nekaj let in Teleing nam je tudi osnovni dobavitelj signala, s katerim pač res sodelujemo že kar nekaj let in smo se odločili v kabelski televiziji Ormož, da bomo ponudili naš lokalni program samo preko Teleinga, tako da pač bojo vsi tisti, ki se bojo priključili, izbrali kot operaterja. Teleing bojo seveda imeli to možnost, da bojo tudi videli ormoški interni program, kajti nesmiselno bi bilo, da bi vsem ponudnikom dali ta program, ampak zaradi tega smo se pač odločili, da bomo dali samo Teleingu. Širokopasovnim omrežjem se bo tudi informiranost o lokalnih dogajanjih povečala, kar pomeni povečanje gledanosti lokalnega televizijskega programa. Tudi kabelska televizija Ormož si tako od širokopasovnega omrežja veliko obeta. Ja, rekel bi, da si lahko kar precej obeta, saj se bo informiranost izredno povečala na celotnem območju, tako če bi rekel, bivše občine oziroma 3 občin in to je sigurno zelo velika pridobitev za naše občane, da bojo lahko seznanjeni z marsikaterimi novicami, z marsikaterimi dogodki, ki se v občini dogajajo, kar do sedaj seveda niso mogli biti, ampak so do sedaj bili samo nekateri, tisti, ki so pač, tiste, ki pokrivamo z našim lastnim omrežjem, ostali so pa pač iz tega izpadli v celoti ali pa delno samo, zato ker so pač določene dogodke so pa lahko videli preko regionalnega programa Maribor. S prvimi priklopi na širokopasovno omrežje so operaterji začeli v ponedeljek. V okviru 47. krajevnega praznika krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu so praznovali tudi gasilci in to kar 90-letnico svojega delovanja. Jubilej pa so združili s svečanim prevzemom novega gasilskega vozila. Slovesno so miklavški gasilci pričeli s slavnostnim mimohodom gasilcev in gasilske opreme. Takoj za zastavonošem so se zvrstili nosilci barvnih pramen, pa ljudska godba Ivankovci, ki je sicer bila le še pika na i veliki gasilski slovesnosti. Sledili so jim nosilca gasilskega znaka, pa poveljnik parade gasilski častnik prve stopnje Mirko Fekonja z 2 pomočnikoma. Nato je po gasilskih pravilih sledil prapor prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu z 2 spremljevalcama, pa prapor gasilske zveze Ormož, nato ešalon praporjev in ešalon članic in članov. Sledil je sprevod gasilske opreme. Najprej smo videli staro brizgalno na vozu in nekaj opreme. Tako se je nekoč vozilo na požare s konji. Tokrat je za konjsko vprego poskrbel Jani Ivanuša. Janko Lah je v nadaljevanju s traktorjem Štajer mimo številnih obiskovalcev popeljal motorno brizgalno izdelano na Slovenskem leta 1964. Ta je v tistih časih bila ena največjih, saj ima pretok kar 4000 litrov vode v minuti.
Brizgalna se sicer nahaja v muzeju prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, je pa last gasilske brigade Maribor. Franc Kosič je potem s traktorjem Štajer popeljal dvokoljno motorno brizgalno iz leta 1936. Hranijo muzej prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, je pa last prostovoljnega gasilskega društva Polhov Gradec. Potem se je v mimohodu zvrstilo še kar nekaj zanimivih vozil. Gasilsko vozilo za prevoz moštva, gasilsko vozilo s orodjem, gasilsko vozilo z vodo, gasilska cisterna prostovoljnega gasilskega društva Središče, to je sicer največja cisterna v okolici. Potem še hitrotehnično vozilo za posredovanje o prometnih nesrečah in drugo. Na koncu pa so se potem v koloni popeljali še starodobniki v lasti članov Prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture in dediščine Johan Janez Puh iz Ljutomera. Slovesnost je sicer potekala na dvorišču obnovljenega doma kulture, kjer so se zbrali številni gostje, gasilci od blizu in daleč. Pravzaprav vsi tisti, ki so na praznik miklavških gasilcev z veseljem bili zraven. 90 let delovanja našega društva pomeni 90 let društva od ustanovitve pa do sedaj. Jaz sem ponosen na to prostovoljno gasilsko društvo, na 90. obletnico, na pridobitev novega gasilskega vozila in vse, kar smo postorili v tem mandatu. Boštjan Kosenč je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu 6 let. V tem času je v društvu bilo veliko postorjenega. Prenovili smo komplet gasilski dom, pridobili smo gasilski muzej, potem smo nabavili novo gasilsko vozilo GVM-1 za prevoz moštva. Sedaj tukaj pred nami pa je seveda lepotec Miklavža, Miklavževski gasilec, kako tudi občine Ormož, GVC 1625. Ob 90-letnici je društvo izdalo tudi bogat zbornik, ki ga je uredila Manica Hartman iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Avtor zbornika pa je v celoti domačin in vesten gasilec Mirko Fekonja. Zbornik vsebuje vso delovanje, se pravi vse zapise od leta 1921, ko je bilo društvo ustanovljeno, pa točno do danes, do 25.6., ko praznujemo 90. obletnico društva. Vsebina je razdeljena po obdobjih, to se pravi od ustanovitve društva 21. leta pa nekje tam do druge svetovne vojne, ko se je društvo začelo razvijati, ko je delovalo, predvsem v teh težkih trenutkih. Potem je druga svetovna vojna, saj je naše društvo eno redkih, ki je delovalo tudi med drugo svetovno vojno v sestavi Folšturma ali civilne zaščite. Pol je tretje obdobje, ki zavzema delovanje po drugi svetovni vojni v času naše renke Jugoslavije pa do leta 1991, ko je bila osamosvojitvena vojna. Tudi tam smo gasilci sodelovali in tudi to je posebej opisano, ter sedaj bi lahko rekli novejši čas naše samostojne Slovenije, pa do danes je opisano vse kronološko in tudi po zapisnikih. Posebna atrakcija svečanosti pa je bilo najstarejše gasilsko vozilo na Slovenskem, Fiat letnik 1911, ki je v lasti prostovoljnega gasilskega društva Kobarid. Vozilo s potniki oziroma spremljevalci se je v Miklavžu pri Ormožu ostavilo na 370 km dolgi poti prijateljstva iz Kobarida v Pince. Pot prijateljstva je pot od najbolj zahodnega kraja v Sloveniji, od Robedišč do najbolj vzhodnega kraja v Sloveniji, to je do Pinc pri Lendavi. Naši gasilci, ki so skrbno čuvali 100 let staro Kadorno, so se odločili, da jo ob 20. obletnici samostojnosti popeljajo od najbolj zahodnega do najbolj vzhodnega kraja in zato so želeli, da vsi župani na tej poti podpišemo listino prijateljstva in da to nastane pač pot prijateljstva. In morda nekaj karakteristik tega vozila, ki je res zelo zanimivo? Ja, staro je 100 let, izdelano je bilo v Libiji. In po vojni ga je prijelo v zahvalo prostovoljno gasilsko društvo Kobarid. Včasih ga je bilo kar težko shraniti, ko se je obnavljal gasilski dom, so ga prenašali iz prostora v prostor, nekateri so ga želeli prodati, vendar prav zasluga našemu poveljniku gasilskega društva gre, da je vozilo še vedno v lasti prostovoljnega gasilskega društva. Bilo je tudi vozno, vendar očitno za našega stoletnika je bila pot včeraj prenaporna, na vrhniki se je pokvarilo in ker smo pa obljubili, da pridemo do Pinc, so se Prekmurci odločili, da pošljajo vozilo z prikolico po njega in da ga tudi pripeljemo, če ne gre po cesti. Kobaričani so potem krenili na pot do Pinc. Zbrani v Miklavžu pa so se z domačimi gasilci poveselili na priložnostni gasilski zabavi.
Ansambel Prepih se pripravlja na prvi festival kvintetov, ki so ga naslovili Prepih pod kostanjem. Festival bo 1. julija ob 20. uri v Svetem Tomažu. Nemalo skrbi so imeli člani ansambla Prepih vse od ideje do danes, da so pripravili vse potrebno za izvedbo prvega festivala kvintetov. Zdaj imamo tudi že ansamble, ki bodo nastopali v tekmovalnem delu. Mogoče kar naštejem. To so ansambel Petka, Petovija kvintet, Prleški kvintet, Polka punce, Posavskih pet, Sredenšek sekstet, Toti Štajerci in ansambel Vagabundi. To, kot je že znano, verjetno po izteku tekmovalnega dela bo nastopil ansambel Saša Avsenika v festivalskem večeru. Takrat bo v smislu ene zabave prijetne. Prireditev kompletno bo povezoval Boris Kopitar. To je, mislim, da bo zanimivo obračal besede. Kar se pa tiče tekmovalnega dela, mogoče še rečemo, imamo, bi rekel, eminentne glasbenike v komisiji, to so naprimer harmonikar in basist ansambla Alpski kvintet, Edi Semeja in Janez Per, potem gospod Majk Orešar, ravnatelj glasbene šole Ptuj in glasbene šole Ljutomer, to sta gospod Štefan Petek in Stanislav Lašič. Za vokal je v komisiji gospa Irena Vrčkovnik, za besedila pa Metka Ravnjak-Javk. Sicer pa je v tem času že vse nared. Organizatorji upajo, da bo za festival tudi v bodočnosti dovolj interesa in da bo postal tradicionalen. Tik pred koncem šolskega leta so na osnovni šoli Velika nedelja imeli še tehnični dan. Tisti, ki se na šoli ukvarjajo z modelarstvom, so si duška dali s posebnim tekmovanjem. Na osnovni šoli Velika nedelja modelarstvo dajejo velik pomen. Učenci se na vzpodbudo svojih mentorjev lotevajo izdelovanja modelov različnih stvari. Izdelava modelov letal pa je za večino še vedno največji izziv. Delali smo krila in trup, to je bilo po izdelavi učitelja. To, kar pa smo konstruirali te dele, to pa smo izdelovali po svoji izbiri, pa malo smo probavali, kako bi kaj naredili, tako da smo na koncu tekmovali in smo videli, kako se to izšlo, ko smo delali. Izdelovali smo še 7. razredi kitajskega miga, pa ko smo izdelovali, je bilo veliko zabave. Sedaj smo pa na koncu streljali na gugalnice, smo potegnili nazaj za klin in potem smo streljili, ta letala pa letijo približno 10 do 20 metrov. Ja, učitelj naš za tehniko je naredil načrte. Aha, torej noben model ni vašo konstrukcijsko delo, da bi sami ga naredili? Ne, edino, če se je katere kaj izmislil. Pa si ti kjerega naredil sam? Ne, večinoma sem bolj po načrtih, te je bolj natančno. In kako pa letijo ti modeli? Dobro letijo. Materijali, iz katerih učenci izdelujejo svoje modelčke, so različni. Tokrat so izbrali najpreprostejšo varianto. Ponudil sem karton, pa škarjami smo ga rezali, pa lepili. Tudi Marko je na svoj model bil ponosen. Zaenkrat se projektiranja še ni lotil sam. Uporabil je kar preizkušen načrt. Po načrti učitelja. In kako ti je uspelo? Super. Leti dobro? Ja. Kakšne materijale pa si ponudil? Karton, uporabil sem tudi škarje, svinčnik in lepilo večjo. Tako je tehnični dan na osnovni šoli Velika nedelja bil zanimivo doživetje. Pri modeliranju in pozneje na tekmovanju so sodelovali učenci 6. in 7. razredov. Danes smo izvedli tehnični dan na temo modelarstvo. Učenci so izdelovali rakete, ki so jih pozneje preizkusili zunaj in tekmovali, katera raketa najdalje poleti. Pa morda samo tekmovanje niti ni bilo najpomembnejše. Važno je bilo, da so aviončki oziroma rakete poletele nekaj metrov. Že to je bil velik uspeh vsakega mladega modelarja.
Od učencev osnovne šole Velika nedelja pa se selimo še na osnovno šolo Miklavž pri Ormožu. Tam so tako kot pravzaprav na vseh osnovnih šolah šolsko leto zaključili s posebno proslavo. Osnovno šolo Miklavž pri Ormožu je v minulem šolskem letu obiskovalo 79 učencev. 20 je bilo tistih, ki so osnovno šolanje zaključili, 12 pa tistih, ki bodo v jesen šolski prag prestopili prvič. 8 prvošolcev pa pričakujejo tudi na podružnični šoli na Kogu. Na zaključni proslavi so vso pozornost namenili tistim učencem, ki so sodelovali v različnih projektih in na tekmovanjih. Teh pa je bilo kar nekaj, saj na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu radi sodelujejo na različnih natečajih in se potegujejo za takšne ali drugačne nagrade, z enim samim ciljem – razširiti znanja in obzorja, nadgraditi osnovno znanje in se samozavestno kosati z vrstniki v državi, pa tudi v tujini. Priznanja so prejeli vsi, ki so na kakršnem koli tekmovanju dosegli prva 3 mesta, na športnih ali drugih tekmovanjih. Vso pozornost pa so namenili tudi šolski folklorni skupini, ki za svoj velik uspeh šteje gostovanje v Bolgariji. Da ste bili učenke in učenci skozi celo leto zelo pridni, uspešni, da ste dokazovali znanja na tekmovanjih, revijah, ponavadi so se uvrščali še više proti državnemu vrhu in res sprejemam trditev, da je bilo šolsko leto zelo uspešno. Poleg tega ste bili tudi pridni v šoli, imate zelo dobre ocene in dejansko je tako. Številni uspehi učencev so tako vzpodbuda, tako učencem kot njihovim mentorjem. Tudi v naslednjem šolskem letu namreč želijo nadaljevati v enakem razdajanju naprej. Dovzetni seveda za vse dobrodošle nove možnosti, biti zraven in biti kar se da dober, če že ne najboljši. Tudi učenci enega izmed oddelkov na osnovni šoli Stanka Vraza so si ob koncu šolskega leta privoščili poseben dogodek – piknik ob ormoškem ribniku. Zraven so povabili tudi starše in mentorje. Minuli teden smo v prostorih Ormoškega ribiškega društva ob ribniku odkrili veselo druščino učencev osnovne šole Stanka Vraza. Učenci osnovne šole Stanka Vraza, en oddelek, zaključujemo skupaj s starši šolsko leto. Čaka nas še podelitev spričeval in potem pa počitnice. Namen današnjega druženja je, da se pogovorimo s starši o vseh podrobnostih za naslednje šolsko leto, da se dogovorimo o dejavnostih. To so otroci, ki potrebujejo veliko pomoči v vsakem trenutku in je tudi potrebno dogovoriti vse podrobnosti. V oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja na osnovni šoli Stanka Vraza je v minulem šolskem letu bilo 5 učencev. Kljub času počitnic bo šola zanje tudi med počitnicami zagotovila varstvo, pa še verjetno veliko takšnih prijetnih skupnih trenutkov. Na Ivanjsko nedeljo so na Humu proslavili 400-letnico cerkvice svetega Janeza Krstnika. Tako je tradicionalna Ivanjska nedelja na Humu letos bila še posebej slavnostna. Cerkev svetega Janeza Krstnika na Humu je bila postavljena leta 1611 na mestu, kjer je predtem stala kapela, ki pa bi naj bila zgrajena že leta 1350. Cerkev je dal postaviti ormoški graščak Ladislav Pete v tradicionalnem poznogotskem slogu. Ob častitljivem jubileju 400-letnici je bila cerkev na Humu zopet obnovljena. Lepo obnovljeni notranjosti je leta 2008 sledila obnova zvonika, letos pa še obnova strehe, zunanjosti in namestitev novih klopi.
Pa leta in leta, ne? Ja. Še jaz se učim. Pa leta in leta, ne? Ja. Še jaz se učim. O, vodna pištola! Kul, samo za 10! O, vodna pištola! Kul, samo za 10! Humska posebnost je Ivanjska nedelja. Ta je na Humu že od nekdaj poseben praznik, posvečen rojstvu Janeza Krstnika. Pritrkavanje humskih zvonov še pred slovesno mašo pa je vabilo obiskovalcem daleč naokrog, ki na Ivanjsko nedeljo na Hum prihajajo s posebnim spoštovanjem, pa tudi s enako mero veselja. Ivanjska nedelja je namreč že od nekdaj priložnost, da po dolgem času srečaš starega znanca, izmenjaš različne informacije, kaj priložnostnega popiješ ali poješ, kupiš drobnarijo pri sejmarjih, poskrbiš za mir v duši, morda z razgledom, ki ti ga 303 metre visok humski grič ponudi. S Huma se namreč odkriva prelep razgled po okoliških vinorodnih gričih. V jasnem vremenu se vidijo Ivanjščica, Čakovec, Varaždin, celo Donačka gora, Boč in Pohorje, po dežju pa tudi Savinjske Alpe. Na Ivanjsko nedeljo na Humu poteka tudi telovska procesija, ki se po maši vije med sadovnjaki in vinogradi ob petju cerkvenih pevcev in molitvi v zahvalo Božji navzočnosti in dobroti, pa tudi za blagoslov pol in vinogradov. Nekaj obiskovalcev se z veseljem odpravi tudi v okoliške kleti. Vinarji namreč prav na Ivanjsko nedeljo vanje na široko odprejo vrata. Nemalokrat se veselo druženje prevesi še v nedeljsko popoldne. Vzdušje državnih praznikov si navadno popestrimo z zastavami. Takšna je navada že od nekdaj. Pa smo v času minulega državnega praznika pogledali naokrog, z željo ugotoviti, kako smo dovzetni obešanja slovenske zastave in kazanja narodne zavesti nas samih. V skladu z zakonom zastave Republike Slovenije izobesimo na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Izobešamo jih ob naslednjih praznikih. 8. februarja na Prešernov dan oziroma slovenski kulturni praznik, 27. aprila na dan upora proti okupatorju, 1. in 2. maja ob prazniku dela, 25. junija na dan državnosti, 17. augusta, ko praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra na dan vrnitve Primorske k matični domovini, 23. novembra na dan Rudolfa Maistra in 26. decembra na dan samostojnosti in enotnosti. Zastave Republike Slovenije pa ne izobešamo 1. in 2. januarja na novo leto, 1. novembra na dan spomina na mrtve. Zastave Republike Slovenije pa prav tako ne izobešamo na velikonočno nedeljo in na velikonočni ponedeljek, potem tudi na binkošno nedeljo ne. 15. augusta na Marijino vnebovzetje, 31. oktobra na dan reformacije in 25. decembra na Božič. Zastave Republike Slovenije lahko izobešamo tudi ob različnih pomembnih dogodkih, prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ob praznikih lokalnih skupnosti in podobno. Zastave Republike Slovenije praviloma izobesimo na dan pred praznikom oziroma delovni dan pred praznikom in jih umaknemo naslednji dan po prazniku oziroma najkasneje prvi dan po prazniku ali po prenehanju razlogov za izobešanje, če ni po predpisih dovoljeno stalno izobešanje. Zastava Republike Slovenije je lahko stalno izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti. V skladu z uredbo o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji je zastava Evropske unije lahko stalno izobešena ob zastavi Republike Slovenije tudi na poslopjih organov lokalnih skupnosti, tako da si zastave sledijo. Zastava Evropske unije, zastava Republike Slovenije in zastava lokalne skupnosti. In še nekaj o pravilih za izobešanje zastave Republike Slovenije.
Zastava se izobeša poleg kakšne druge zastave tako, da je gledano od spredaj vedno izobešena na levi strani. Izjemoma sme biti zastava Republike Slovenije na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije. Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti gledano od spredaj drog zastavo Republike Slovenije postavljen pred drogovi teh zastav. Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije v sredini. Pa še o načinu izobešanja zastave. Ko je zastava izobešena na navpičnem, poševnem ali vodoravnem drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgore navzdol po naslednjem vrstnem redu. Bela, modra, rdeča. Grb mora biti gledano od spredaj na levi strani zastave v levem zgornjem delu ob drogu. Kadar je zastava izobešena navpično na drogu, položena ali se jo nosi v vodoravni legi, mora biti gledano od spredaj bela barva na levi strani in grb v levem zgornjem delu zastave. In s prehodom po naši občini ob minulem državnem prazniku smo ugotovili, da se stanje, kar se tiče izobešanja zastav in s tem narodne zavesti, v primerjavi s prejšnjimi leti občutno popravlja in da je na stanovanjskih hišah ob prej omenjenih praznikih izobešenih vedno več slovenskih zastav. Sledijo še minute za ljubitelje športa. Ob 47. krajevnem prazniku v Miklavžu pri Ormožu smo bili na tekmovanju v streljanju na glinaste golobe in na otvoritvi odbojkarskega igrišča, pa seveda na 8. ormoškem uličnem teku. Ostanite z nami. Ko se vinski griči ponujajo vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Lep športni pozdrav iz Ormoža. Uvodne minute današnje oddaje bomo posvetili odbojki in športnemu društvu Miklavž pri Ormožu, ki je bilo organizator prvega turnirja na novo zgrajenem igrišču. Z deli na odbojkarskem igrišču so člani društva pričeli meseca aprila in po trdem nekajmesečnem odrekanju številnih prostovoljcev je ves trud ob otvoritvi bil poplačan. Seveda, ob takem vremenu, ob takšni publiki, ob tolikih ekipah na prvem turnirju ne moreš biti drugo kot zadovoljen. Turnirja se je udeležilo kar 16 ekip, katere je pospremilo lepo število gledalcev ob igrišču. Lep obisk prireditve je razveselil tudi organizatorje. Točno to mislim, da je človeku najlepša in najboljši občutki so takrat, ko vidiš, da ljudje cenijo, ko pridejo, ko jim daš nekaj novega. V krajevni skupnosti seveda smo se tega zavedali in se vedno veselili, kdaj bo to odbojkarsko igrišče in ta dan je danes in upam, da bo v pravem namenu ta igrišče. Celoten strošek novo nastalega športnega igrišča je znašal okrog 3500 €.
Praktično vsa fizična dela pa so opravili člani društva Mladost. Kar se tiče fizičnega dela, je res baziralo vse na delo naših članov. Zdaj moram povedati, da se je tudi ogromno sponzorjev angažiralo. Seveda športno društvo vedno k vsakemu nabavi materijala smo šli s pristopom, da nam približno vsaj malo pomagajo glede nabave. Zdaj okvirno, če vam rečem, si bo mogoče kdo mislil, da to ni mogoče s takim denarjem napraviti. Mi ocenjujemo to igrišče nekje okrog 3000 evrov do 3500 evrov v komplete, se pravi z mrežami, z drenažami, v komplete z čisto vsem, z nabavo mivke, z vsem, ampak moram povedati, to so res včasih bile cene z velikimi popusti, tako da smo se z tem budžetom, kaj smo ga imeli, smo se res trudili, da prijemo vedno za ceno na maksimalni minimum. Člane športnega društva Mladost je pohvalil tudi predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Emil Trstenjak, ki je poudaril, da so na svoja društva v krajevni skupnosti zelo ponosni. Rekel bi, da smo ponosni na vsa društva v krajevni skupnosti, seveda tudi posebej na športno društvo. Kot je bilo povedano v uvodoma, so se sami angažirali in finančno to projekt izpeljali, se pravi iz svojega proračuna. Nekaj malega je tu prispevala občina Ormož in seveda tudi krajevna skupnost. Veliko ni mogla, kajti mislim, da bomo naslednjo leto tu imeli pravi športni center in bo takrat malo, bi rekel, tisti finančni zalogaj malo večji. V Miklavžu bodo aktivni tudi v prihodnosti in v jeseni leta 2012 pričakujejo otvoritev športnega centra. Zaenkrat so v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. Tu sam lahko uvodno pomenim, da pripravljamo projektno dokumentacijo za prenovo igrišča, atletske steze, tenis igrišča, skok dalino in seveda tisto, kar je najbolj pomembno, dovozne poti in seveda tudi vodovod. Verjamem, da bomo v prihodnje leto, proti koncu leta, se veselili nove pridobitve v tem športnem centru. Naslednji teden imamo zelo veliki projekt Mladi za mlade. To smo organizirali skupaj z osnovno šolo Miklavž. Moram reči, prvo leto se nam je prijavilo 23 učencev osnovne šole. Ponudili jim bomo vse športne aktivnosti, ki jih lahko nudimo, angažirali naše člane, da jih nekako probajo prenesti neko znanje, predvsem pa da pridobimo to sinergijo med samimi člani in pa učenci, tako da se nam, ker problem imamo v športnem društvu, da se nam mladi ne pridružijo, hočemo mlade privabiti, da nekako formiramo svoje nogometne ekipe in s tem nekako ojačamo v športnem društvu Mladost. Seveda za naprej pa imamo projekte. Kot je že predsednik krajevne skupnosti povedal, projekti so za naslednjo leto odprte, se pravi gradnja tenis igrišča, obnovitev atletske steze. Imamo pa še en projekt, ki je najbolj skrivnosten, bomo mogoče s kakim turnirjem naslednjo leto presenetili, ki še ga, bomo rekel, v občini Ormož ni bilo. Športno društvo Mladost je znano tudi po odlični organizaciji poletne malonogometne lige, ki je že 9. zapovrstjo. Letna liga poteka tako vsako leto super, imamo že 9. leto, tako da to je že tradicionalna naša liga, ki je, moram reči, zelo kvalitetna. Tudi glede obiska, sicer pojavile so se tudi druge lige, ampak s temi od 8 do 12 ekip se nekje gibljamo. Moram reči, 3 kola so za nami v petkih, tako da še 2 petka nas čakata. Lahko pa rečem, da gre vse po planu, kot smo si zamislili. Športniki v Miklavžu pri Ormožu bi morali morda biti vzor vsem ostalim društvom v naši občini. Kako se z minimalnim materialnim vložkom in veliko dobre volje da doseči zavidljive uspehe, organizirati številne prireditve in v Miklavž pri Ormožu privabiti številne obiskovalce. Celebration, get a glass out, and we can do this until we pass out. Yeah, we won't come down until we hit the ground. Yeah, pass out. Yeah, I'm in charge now. I'm a star and I put my cars out. I live a very, very, very wild lifestyle. Heidi and Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles.
Nadaljujemo z atletiko. Atletski klub Ormož je v počastitev Dneva državnosti organiziral ulični tek, katerega so se udeležili tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Žal tokrat v naše malo mesto niso prispeli Kenijci, ki so navduševali leto poprej. Sicer je bil to že 8. ulični tek, ki je potekal po ulicah Ormoža s startom na Kerenčičevem trgu. Pri ženskah in moških je tokrat bila nekoliko skromnejša udeležba, saj je k temu prispevalo slabo vreme. Organizatorje pa je zelo razveselil podatek, da je na družinskem teku sodelovalo kar 8 družin, kar je novi rekord. Po koncu prireditve je alfa in omega ormoške atletike Ivan Golob povedal. Udeležba je bila malo skromnejša kot ponavadi, vendar z mednarodno udeležbo, tako da pač brez tistih najboljših lanskih tekmovalcev z Etiopijcev, vendar je bila tudi konkurenca iz Madžarske, iz Hrvaške, tako da pač kakšna udeležba je bila, pač malo je vreme pripomoglo k temu, drugače pa moramo biti zadovoljni z organizacijo, ki je potekala brezhibno, pač po tistem ustaljenem voznem redu. Naslednje leto bo zagotovo še boljše. Čeprav si vsi zaslužijo čestitke za nastop na ormoškem uličnem teku, pa vseeno poglejmo k najboljšim. Pri ženskah na 4000 metrov je konkurenca bila solidna, zmaga pa je ostala v Sloveniji, saj si je prvo mesto s časom 13 minut in 43 sekund pritekla slovenska reprezentantka Daneja Grandovec. 26-letna tekmovalka, ki je redna udeleženka ormoških maratonov in uličnih tekov, je vodila od začetka do konca proge. Na to tekmo zelo rad prihajam in je tudi ne jemljem kot trening, ampak kot tekmo. Že pred štartom sem se odločila, da bom po štartu takoj potegnila naprej in potem sem samo ohranjala oziroma pridobivala na prednosti in pač kontrolirala tek, koliko so tekmovalke od zadaj. Vedno pripeljete močno konkurenco oziroma nagrade so mamljive, tako da je konkurenca močna in se treba potruditi za zmago, tako da sem zelo vesela. 4. mestom se je odlično odrezala še ena iz družine Grandovec, starejša sestra Mojca. Sestra je v bistvu 4 leta starejša, teče pa približno 1 leto. Sicer je tudi že zmagala v Radencih na 10 km, danes pa 4. mesto, kar je tudi zelo super. Za Danejo Grandovec je 6 sekund zaostala Helena Javornik, za kar 29 sekund pa lanskoletna zmagovalka Madžarka Zita Kačer. Med domačinkami se je najbolje odrezala Bernarda Ivančič, ki je pristala na 7. mestu. Pri moških na 4800 metrov sta bila najhitrejša Madžara Laslo Tot s časom 13 minut in 56 sekund ter Tomas Nadži s časom 14 minut in 18 sekund. Zmagovalna časa sta krepko zaostala za rekordnim časom, ki ga iz leta 2010 drži Filip Kipkorgat Jego. Rekord Kenijca na 4800 metrov dolgi razdalji je ostal 13 minut in 23 sekund. Tot, letošnji zmagovalec, je lani osvojil 3. mesto, vendar v precej močnejši konkurenci. 3. mesto je osvojil Zoran Žilič iz Hrvaške s časom 14 minut in 40 sekund. Med domačimi atleti je Bojan Purge iz Gorišnice zasedel 5., Aljoša Vajda prav tako iz Gorišnice 6. in Damir Žinko iz atletskega kluba Ormož 7. mesto. Med 8 sodelujočimi družinami sta se zmage veselila Ina in Branko Rojnik iz Polzele, pred Aljošom in Janijem Mundo iz Frankovcev ter Janjo in Ivanom Zadrevcem iz Ormoža. V teku na 550 metrov je pri dekletih zmagala Larisa Utroša iz Čentibe, pred ormožankama Zalo Cunk in Ajdo Antulič. Pri fantih sta na isti razdalji zmagala domačina Primož Ozmec pred Anžetom Notersbergom in Žanom Kostanjevcem iz Sodincev. Na 1100 metrov je pri dekletih zmagala Diana Ozmec, pred Evo Šantič Zadrevec, obe Ormož. 3. mesto je zasedla Klaudija Kostanjevec iz Sodincev. Pri fantih je bil najhitrejši Rok Babič pred Martinom Hebarom in Davidom Luknerom, vsi Ormož. Pri otroški teki sta zmagi zabeležila sestra in brat Ozmec iz Ormoža. Je pot do zmage bila težka? Niti ne. Na koliko metrov ste tekli? 1100. Konkurenca je bila težka, lahka? Niti ni bila konkurenca. Si mogoče kaj trenirala za ormoški tek? Ja. Tudi drugače se ukvarjajo za atletiko. Kje treniraš, kako treniraš, koliko krat treniraš? Treniram na Ptuju, treniram 4-krat na teden, po 2,5 ure treninga. Verjetno si zadovoljen na prvo mesto? Ja, sem zadovoljen.
Tekli ste na 550 metrov, mogoče celo zate prekratka relacija. Ja, malo prekratka je, samo dobro je. Si se kaj posebej pripravljal na ta tek? Ne, tako kot ponavadi. Prihodnjo sezono greš v višjo kategorijo, kaj pa tam pričakuješ? Ja, tam malo slabše mesta, samo bom se probal potruditi. Pred atletskim klubom Ormož je zdaj zaslužen počitek, nato pa sledi priprava na nove prireditve v letu 2012. 11. ormoški maraton in 9. ulični tek. Sledijo rokometne novičke. V elitni slovenski rokometni ligi, ki bo v sezoni 2011-2012 potekala pod okriljem Rokometne zveze Slovenije, se je do predvidenega roka prijavilo 10 od 12 klubov. Za manjšo zamudo so na to prijavo oddali tudi Ribničani in Trimo iz Trebnjega. Tako se bo v boj za naslov državnega rokometnega prvaka podalo vseh 12 klubov. Slovenski prvoligaši za prihodnjo sezono so torej naslednji: Cimos Koper, Gorenje Velenje, Celje Pivovarna Laško, Škofja Loka, Maribor Branik, Krka Novo mesto, Ribnica Riko Hiše, Jeruzalem Ormož, Šmartno, Krško, Izola Istrabenz Plini in Trimo Trebnje. 12-terica prvoligašev je prvi sestanek opravila v četrtek 30. junija v prostorih Rokometne zveze Slovenija. Kaj kmalu pa bi moral biti znan tudi žreb za novo tekmovalno sezono. Vinarji iz Ormoža bodo priprave na novo sezono pričeli v četrtek 28. julija. Predviden start v novo sezono bi naj bila prva ali druga sobota v mesecu septembru. Mladi rokometaši Jeruzalema pa kot tradicija veleva odhajajo v Izolo na 19. mednarodni festival rokometa, imenovan Eurofest. Letos bodo na turnirju nastopili klubi iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Italije, Francije, Poljske, Srbije, Portugalske, Nemčije, Belgije, Tajvana in Katarja. Rokometna šola Jeruzalem iz Ormoža, ki bo prebivala v osrčju prireditve v dijaškem domu Riviera, bo v Izoli nastopila s 5 selekcijami letnikov 1994, 97, 98, 99 in 2000. Na pot v soboto 2. julija za avtobusom odpotuje 53 mladih rokometašev s svojimi trenerji in spremljevalci. Lani so ormoške ekipe konkurenca letnikov 1998 in 1999 osvojile turnir. Letniki 1997 pa so zasedli odlično drugo mesto. Fantje se domov vračajo v četrtek 7. ali petek 8. julija. V zaključku oddaje se selimo k tekmovanju na glinaste golobe, ki je potekalo v Miklavžu pri Ormožu. V okviru 47. krajevnega praznika je v Miklavžu pri Ormožu potekalo tudi tekmovanje v streljanju na glinaste golobe, ki ga na lovskem strelišču tradicionalno organizira lovska družina Vinski vrhovi. Danes imamo tekmovanje na glinaste golobe, to kar vsako leto pripravimo tudi v okviru krajevnega praznika Miklavž pri Ormožu. In to ni direktno tekmovanje, kako bi bilo za krajevni praznik, ampak je vezano samo na krajevni praznik. Danes je približno 15 ekip bo že streljalo, tekmovalo, za posameznike pa še točno ne vem povedati. Ekipe prihajajo iz krajevne skupnosti oziroma občine Ormož ali prihajajo tudi iz drugih občin? Tu prihajajo tudi od drugih občin, tudi iz drugih zvez. Vse smo res poslali vabil celi Pomurski zvezi, Prlekiji in pa Zveza lovskih družin Tuj Ormož. Kako ste zadovoljni s potekom tekmovanja trenutno? Trenutno zadeve tečejo, vse se lahko pohvalimo. Imamo novo strelišče, novi stroj in to zelo dobro dela. Streljci so zadovoljni, kar je najbolj pomembno. Vašo lovsko družino sestavljata dve družini, in sicer Vinski vrhovi ter Miklavž. Kako je tukaj glede tega? Ja, lovska družina Vinske vrhovi, to je ena družina. Je pa res, da so se nam priključili člani iz lovske družine Kok, to je že bilo pred letom in pol, vendar super delamo. Mogoče kakšni plani v prihodnosti, kaj načrtujete v lovski družini za recimo do izteka tega leta? Ja, nalog je dosti, se vidite, denarja pa nekaj. In trudimo se na vse načine, da vzdržujemo tudi nepremičnine, da si urejamo vse ostalo, kaj je vezano na lovsko družino. In tudi, kako vidite, tu strelišče smo uredili, kar je zelo pomembno. Imamo pa veliki problem, ker pač vse moramo sem pripeljati. Nimamo elektrike, vode in to vse treba improvizirati in hvala Bogu, fantje so to uredili 100%. Lovcem seveda načrtov ne zmanjka.
pa skrbi za naravo in divjad tudi ne. Takšna in podobna tekmovanja pa so jim vedno bila priložnost za vesela druženja, kovanje načrtov in izmenjavo lovskih mnenj. Toliko za danes. Zahvaljujemo se vam za pozornost. Če ste že na dopustu, naj vam bo lepo. Vsi ostali pa smo seveda v veselem pričakovanju. Kakorkoli, vabimo vas, da se nam pridružite čez teden dni.